Korajžan, izvolite. Tako nas je Lev, ki bo v prihodnjih zgodbah o Blejskem gradu poleg brata Jakoba Lambergarja igral pomembno vlogo, 14. maja spet povabil na Blejski grad, ki je bil zaradi epidemije COVID-19 zaprt od marca. Kar težko je bilo, moram reči. 16. marca, ko smo ga zaprli, nismo vedeli, kdaj, kako naprej. No, sedaj je ta moment prišel. Jaz moram povedati, da je bilo potrebno kar nekaj predpriprave. Skupaj z vsemi najemniki na gradu smo vložili kar precej truda v to, da smo se prilagodili vsem ukrepom, oziroma da smo se najprej izobrazili in da smo uvedli vse ukrepe, ki jih od nas, da tako rečem, zahtevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri ponovnem odprtju gradu jih je predvsem vodila skrb za varnost zdravja vseh zaposlenih in obiskovalcev. Vedeti moramo, da je specifika tega gradu v tem, da imamo zelo različne ponudnike, za katere te različni ukrepi veljajo. Za nas, ki upravljamo z muzejem, ki upravljamo z sanitarijami in zunanjimi površinami, so ukrepi eni. Za gostinski del v smislu terase in vsega skupaj drugi. Potem za ponudnike v tiskarni, grajski kleti spet tretji. Tako da smo bi morda lahko odprli že kakšen dan prej, ampak smo dali prednost, da smo se med seboj informirali. Bistvenih sprememb ob obisku gradu sicer ne bo, bo pa pomembno, da bodo obiskovalci upoštevali tiste navodila, ki bodo prisotna praktično na vseh vhodih, na več točkah na gradu. In to so predvsem da upoštevajo razdaljo med posameznimi osebami 2 metra, da se v muzeju upošteva seveda tudi s pomočjo in opozarjanjem naših uslužbencev kriterij približno 20 kvadratnih metrov na enega udeleženca, to se pravi, v našem primeru to pomeni v eni sobi ena oseba, razen če niso to družina. Smeri bodo, poti bodo označene, talne označbe. Potem, kar se tiče dezinfektorjev in vseh teh stvari, smo jih imeli na gradu že prej, preden se je sploh grad zaprl za obisk. Seveda pa tudi osebna higiena in nošnja mask v notranjosti. Na zunanjih površinah posebnih omejitev ni. Prav tako je grad, razen v času tega pogovora restavracije, odprt v celoti. Obisk gradu pa še zagotovo kar nekaj let ne bo takšen, kot je bil na primer v lanskem letu. Jaz mislim, da smo se z letom 2019 morda zavedno poslovili od takih obsegov, kot so bili prisotni v tem letu. Mi smo imeli 583.000 obiskovalcev, to pomeni čist matematično v povprečju 1600 na dan. Dejansko je bilo pa to tako, da je bilo v obdobju med majem in septembrom teh ljudi v povprečju čez 2000 na dan. 12 dni bilo takih, da jih je bilo čez 3000, čist v najnižjih sezonah, november, december, januar, februar, marc, pa tam nekje med 700 in 800. Da tako rečem, skoraj bi lahko rekel industrijski pristop, je v določeni meri tudi škodoval, zaradi tega, ker v bistvu ni bilo moč ustvariti nekega vzdušja, nekega občutka, kjer bi lahko nekdo po svoji volji sam se zadržal tukaj in raziskoval, kolikor časa bi si želel, ampak so te reke ljudi so bile stalno prisotne in zaradi tega je morda v tem smislu še celo dobro, da je do tega prekinitve prišlo. Če so se še v lanskem letu že pripravljali na regulacijo obiska, zdaj to na žalost ni več potrebno, pravi naš sogovornik. Pričakujemo, da se bo vsaj 2 do 3 leta ta obisk spet
regeneriral tam nekje do številk, ki bodo nekje med 60 in 70% tistega, kar je bilo to včasih. Nove razmere pa so po drugi strani zanje pomenile nove izzive. Mi smo se že začeli pripravljati, na te nove čase in že poglobljeno razmišljamo o nekih novih programih, o novih vsebinah, o novih načinih, ki bodo v letošnjem letu recimo predvsem prilagojena tako časovno kot vsebinsko Slovencem, ker vemo, da drugih verjetno nagradu letos ne vem koliko ne bo. V bodoče bo naše gledanje v veliko večji meri uprto praktično v naravno in kulturno dediščino tega področja in prikaz vseh teh stvari tukaj. Recimo za srednjeveške dneve morda bodo novi koncepti, ki bodo sestavljeni v sodelovanju z lokalnimi društvi in zgodbami in tako naprej in manj z gostovanjem nekih tujih, tako kot je bilo to do zdaj, ko smo imeli gosti iz Madžarske, Hrvaške, Italije in tako naprej. No, to so vse še koncepti v razmišljanju, ampak vseeno želimo ponuditi nove stvari, drugačne. In k temu nas je ta situacija prisilila. Se konec koncev moramo nekako ugotoviti tudi to, da v 10 letih so se določene stvari tudi že izpele. Mi se jih nismo lotili zaradi tega, ker smo imeli toliko dela z investicijami in vsem ostalim. Sedaj pa je takole nasilno prišel čas, da bo za to več časa in tudi dejansko to počenjamo. Pa tako, kot sem že rekel, morda bomo izšli iz vse te zgodbe s tistim rekom, da v nobeni nesreči ni bilo toliko škode, da ne bi bilo nekaj tudi koristi. In korist vidim predvsem v novitetah, v drugačnem razmišljanju, bolj v mehkih zadevah, ne pa samo praktično v smislu zasledovanja čim večjega obiska, zato da bomo ustvarili sredstva za nove investicije. Te zgodbe mislim, da par let ne bomo videli. Na Blejski grad vas v Zavodu za kulturo vabijo vsak dan med 10. in 18. uro vse do konca maja. Vstopnina ostaja nespremenjena, ob obisku pa si vsak obiskovalec lahko iz darilnega paketa zgodbe izbrane za vas izbere svoje darilo.